Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Hvala. Torej, že drugič zapored smo za voznike tovornih vozil in avtobusov pripravili dogodek z visoko uporabno vrednostjo, kjer lahko slišijo zanimiva predavanja, predvsem pa se lahko na poligonu preizkusijo z različnimi elementi varne vožnje. S tem seveda želimo vsi skupaj prispevati k dvigu prometne varnosti za vse. Vabim v.d. direktorja Javne agencije za varnost prometa, magistra Simono Felser, k besedi. Izvolite. Hvala. Spoštovani predstavniki medijev. V tem tednu Agencija za varnost prometa skupaj s policijo izvaja drugo od 3 letošnjih nacionalnih preventivnih akcij za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Evropsko usklajen poostren nadzor pod skupnim imenom Truck and Bus v večini evropskih držav poteka do jutri. V Sloveniji cestni tovorni promet narašča, z večanjem njegovega obsega se povečujejo tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč. Slovenska tovorna motorna vozila so v zadnjem četrtletju 2022 po podatkih statističnega urada v notranjem prevozu prepeljala dobrih 16 milijonov ton blaga ali 63% vsega v tem četrtletju prepeljanega blaga. Opravili so skoraj 700 milijonov tonskih kilometrov. Blaga so prepeljali za četrtino več in pri tem opravili za 12% več tonskih kilometrov kot v istem četrtletju prejšnjega leta. Do 30. aprila 2023 so bili vozniki tovornih vozil udeleženi v 749 prometnih nesrečah. Povzročili so jih 62%. V posledicah teh nesreč so življenje izgubile 4 osebe, od tega 2 voznika tovornih vozil. 9 oseb je bilo hudo poškodovanih, 78 oseb pa lažje. Skrbi nas, da je bilo pri voznikih tovornih vozil letos ugotovljenih že skoraj 16.300 kršitev prometnih predpisov, kar je 15,8 odstotnih točk več kot v enakem obdobju leta 2022. Med temi izstopajo prekoračitev hitrosti, uporaba mobilnih telefonov, multimedije in drugih naprav med vožnjo, neuporaba varnostnega pasu, nepravilnosti povezane s tovorom ter nepravilno prehitevanje. Agencija za varnost prometa nadgrajuje usposabljanja, saj se zavedamo, kako pomembna je varna vožnja voznikov tovornih vozil in avtobusov. Delo voznikov velikih vozil je zelo odgovorno, izpostavljeni so mnogim tveganim situacijam, v katerih je ključno dobro poznavanje in obvladovanje vozila, razmer na cestah ter predvidevanje možnih scenarijev, na katere se je potrebno stalno odzivati. Današnji dogodek smo zato zasnovali dvonivojsko. Praktičen prikaz je namenjen mrtvim kotom velikih vozil, zavorni poti različno naloženih vozil, umikanju nenadni oviri z dobrimi in slabimi pneumatikami na suhi in mokri podlagi, vzvratni vožnji s kamero in vozilu s klasičnimi ogledali, prikazu gašenja baterije električnega vozila in tehtanju tovornih vozil. Izvedli bomo tudi 4 predavanja. Evropski paket mobilnosti, požarna varnost električnih vozil, tehtanje vozil v gibanju in izvajanje nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi. Praktično in teoretično izobraževanje je namenjeno dvigu varnosti za vse udeležence v prometu. Posebej izpostavljamo, da je pri tovornih vozilih in avtobusih pomembno vzdrževanje ustrezne varnostne razdalje. Zavorna pot je pri njih še daljša, česar se morajo vozniki zavedati ves čas vožnje. Izpostavljamo tudi utrujenost voznika. Ta, po podatkih Evropske komisije, botruje nastanku približno 20% nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila. Spoštovanje obveznih počitkov in odmorov je zato izjemno pomembno. Znova apeliramo, naj se vozniki odrečejo uporabi mobitelov in drugih naprav med vožnjo, ki so velik motilec pozornosti. Nesprejemljiva je tudi vožnja pod vplivom alkohola. Obvezno naj se uporabljajo varnostni pas, prilagodi naj se hitrost in poskrbi za varno pritrjevanje tovora. Letos smo že ozaveščali tudi potnike v avtobusih, da je uporaba varnostnega pasu na medkrajevnih linijah obvezna tudi zanje. Vozniki avtobusov in tovornih vozil imajo še toliko večjo odgovornost, zato še enkrat več poziv k varni in odgovorni vožnji. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo predajam predsedniku sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije, gospod Peter Pišek, izvolite.
Hvala za besedo, lep pozdrav. Sekcija za promet pri Obrtni zbornici Slovenije že drugo leto zelo z veseljem sodeluje na tem dogodku. Govorimo predvsem o varnosti in pretočnosti na slovenskih avtocestih. En prvih temeljev sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije je varnost na cestih, na slovenskih, na evropskih cestih in seveda preventiva in vzgoja v cestnem prometu. To zelo aktivno počnemo, zelo dobro sodelujemo z Agencijo za varnost in preventivo v cestnem prometu, z generalno policijsko upravo in vsem deležnikom, ki so v cestnem prometu, tudi z Darsom. Skratka, zelo odgovorni smo in seveda sooblikujemo ta dogodek, podpiramo ta dogodek. En del je noter praktičen, kjer opozarjamo javnost, mi preko svojih občil, Obrtna zbornica, danes tukaj fizično predavatelji, bojo izpostavili pomanjkljivosti, bojo povedali tiste največje kršitve. Direktorica je dala kot kompletno poročilo, kje so kršitve, kje so največje kršitve, kje moramo izboljšati situacijo in stanje v slovenski družbi in nasplošno najbrž velja za celo evropsko družbo, to se pravi minimalne varnostne razdalje, varnostni pasovi, zavorne poti, alkohol, to je vse zelo pomembno. Še bolj je pa pomembno, da se skupaj dobimo, da osveščamo slovensko javnost, naše zaposlene, naše voznike, naše člane, samo z enim ciljem, da izboljšamo varnost in pretočnost na slovenskih avtocestih. Jaz verjamem, da bo še dosti takih dogodkov, da bo ta dogodek tradicionalen, da bomo drugo leto povabili tudi na ta dogodek Dars, ki je tudi zelo veliki igralec, kar se tiče cestnega prometa, kar se tiče varnosti, kar se tiče infrastrukture. Vemo, da v Republiki Sloveniji moramo takoj pristopiti k gradnji tretjega pasu, voznega pasu, tretja razvojna se nam je ustavila. Infrastruktura in promet je zelo pomembna je z vidika, glede na geostrateško točko Republike Slovenije imamo Luko Koper, tudi tam smo imeli v zadnjem mesecu dveh kar probleme, prihajalo je do zastojev, seveda moramo to urediti z gospodarsko družbo, delniško družbo Luka Koper in Darsom. Skratka, v tem segmentu in naše sektorje imamo vedno polno izzivov. Hvala lepa. Hvala lepa. Za govornico vabim direktorja Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije, gospoda Roberta Severja. Izvolite. Ja, na Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije podpiramo take dogodke. Se pravi, kot je bilo rečeno, to je že drugi dogodek, na katerem pač kot soorganizatorji sodelujemo. Zdi se mi, da je varnost v cestnem prometu zelo pomembna, sploh v Sloveniji, ki je izrazito tranzitna država. Slišali smo, velike količine tovornih vozil se vozijo po našem avtocestnem križu in nesreče ne počivajo, tudi če so vozila sodobna, tudi če so opremljena z sodobnimi tehnologijami. Slišali smo danes tudi, ogromno tovornih vozil in avtobusov ima že možnost avtonomne vožnje, vendar ozaveščenost in pa izobraženost voznikov, ki upravljajo s temi vozili, je ključna. Zato si na Združenju za promet prizadevamo naše člane osveščati, da je uporaba sistemov varna, če jih znaš uporabljati, in z tega razloga apeliramo na šole vožnje, da izobrazijo voznike za pravilno uporabo sistemov in pa seveda za varnost v cestnem prometu. V okviru našega združenja deluje tudi sekcija strokovnih in registracijskih organizacij, ki izvaja tehnične preglede tovornih vozil in avtobusov, in tu je ključno, da so ta vozila pregledana in da vsi sistemi delujejo, kajti samo na ta način bomo poskrbeli za varnost v cestnem prometu. Poklic voznika je že nekaj let deficitaren, vsa Evropa se sooča z pomanjkanjem voznikov, pri nas je to ključno, da se poleg promocije poklica zagotovi tudi varnost tega poklica, se pravi, da se zagotovi varnost v cestnem prometu. In to je ključno, zato sodelujemo pri tej organizaciji takih dogodkov, da poudarimo varnost v cestnem prometu. Srečno na cesti. Hvala lepa. Ker gre za evropsko usklajeno akcijo, bo nekaj več o nadzoru, poostrenem nadzoru, ki poteka ta teden, povedal še vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, magister Ivan Kapun. Izvolite. Hvala. Lepo pozdravljeni. To se pravi, policisti, kot ste slišali, zaključujemo tem vikendom z poostrenim nadzorom na vozniki tovornih avtomobilov in avtobusov. Ta problematika je seveda prepoznana širše, tudi v Evropski uniji, kjer so te aktivnosti usklajene z
z tudi evropskimi policijami in takšne nadzori potekajo tudi po večini evropskih držav. Policisti pri teh aktivnostih predvsem kontroliramo ustrezne počitke, čas trajanja vožnje, odmore, potem tehnično brezhibnost vozila, psihofizično stanje voznikov, uporabo mobitela, uporabo varnostnih pasov, uporabo raznih drugih naprav, ki motijo voznikovo zaznavanje. Da so te aktivnosti zelo pomembne, kažejo tudi število prometnih nesreč, ki jih je v letošnjem letu nekoliko več. Govorimo o prometnih nesrečah, katerih so udeleženi vozniki tovornih vozil in avtobusov, in tudi povzročitelji, ti vozniki so tudi v večjem procentu povzročitelji tovrstnih prometnih nesreč. Gre za težka tovorna vozila, ki ob neupoštevanju cestnoprometnih predpisov ali pa kakšni neodgovorni uporabi lahko povzročijo velike posledice na cesti, zato je toliko bolj pomembno, da z aktivnostmi, ki jih izvajamo, tudi danes opozarjamo na možne dejavnike tveganja pri vožnji tovornih vozil in avtobusov. Danes sodelujemo tudi v preventivnem dogodku, ki smo mu priča, kjer predstavljamo naša zapažanja znotraj nadzora, z udeleženci predavanj tudi razjasnimo določene predpise oziroma jih predvsem opozorimo na tiste stvari, ki jih mogoče ne poznajo dovolj dobro ali so mogoče malo nedorečena ali pride do različnih razumevanj. Vse skupaj v cilju, da izboljšamo varnost cestnega prometa in varnost voznikov avtobusov in tovornih vozil. Na koncu bi predvsem apeliral na voznike in tudi njihove delodajalce, da vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Ta vozila imajo daljšo pot ustavljanja zaradi teže, velikosti, da grejo na vožnjo spočiti, da upoštevajo vse predpise, ki govorijo o omejevanju časa trajanja vožnje, odmore, počitke, in pa seveda, da med vožnjo ne uporabljajo različnih naprav, ki motijo njihovo zaznavanje, saj v letošnjem letu beležimo vsaj 3 do 4 prometne nesreče samo na avtocestah in hitrih cestah, ker je vzrok pač uporaba teh naprav. Tako da želimo vsem voznikom tovornih avtomobilov in avtobusov in pa seveda tudi drugim udeležencem v cestnem prometu varno vožnjo. Hvala.